V Domu kulture Kamnik je potekal 19-letni zbor Združenja za gorske teke, na katerem so podelili priznanja najboljšim gorskim tekačem v preteklem letu. Hkrati so se tudi zahvalili vsem organizatorjem gorskih tekov in njihovim sponzorjem. In zakaj je bila zaključna prireditev v letošnji sezoni prav v Kamniku? Prav to, da je bilo ta zaključek v Kamniku, se seveda navezuje na to naše 26. svetovno prvenstvo, ki je bilo prav tako tudi v Kamniku, in zato smo si rekli na Atletski zvezi, da bomo naredili vrhunec ali konec prav v tej dvorani, kjer se je vse skupaj dogajalo v septembru. Udeležili so se jo najboljši tekači gorski. Ste zadovoljni z udeležbo na podelitvi? Ja, seveda. Udeležili so se res vsi najtekači v Sloveniji in z udeležbo smo zadovoljni in seveda pokazalo se je, da so res vsi najboljši dobili ta priznanja in še enkrat vsem čestitam. Kot prvi je spregovoril predsednik Atletske zveze Slovenije. Spoštovani gorski tekači, ljubitelji gorskega teka in, tako rečem, polnopravni člani Atletske zveze Slovenije. Zelo sem vesel, da vas lahko pozdravim. Ta polnopravnost vsako leto izboljšuje. Sam sem v preteklem mandatu dal vso podporo gorskem teku, ker mislim, da je to eno od osnovnih pravil teka, tek navzdol, tako da se mene tiče in nobenih dilem, kakšen težo ima gorski tek znotraj atletike oziroma Atletske zveze Slovenije. Mislim, da ste predvsem sami tisti, ki zvižujete rating gorskih tekov, ne samo v Sloveniji, ampak s prepoznavnostjo tudi v svetu. Namreč rezultati so v zadnjih letih zares odlični in tudi letos ste odlično tekmovali na največjih tekmah. Atletska zveza Slovenije je tako kot vrhunsko atletsko selekcijo oziroma vse tiste pogodbenike v atletskih stadionskih disciplinah vključila v podporo tudi gorske tekače. Letos smo podpisali 4 gorskimi tekači tudi pogodbo. Tudi država menim, da je naredila korak naprej. Mitja Kosovel ima službo na policiji, čeprav vem, res je, da bi si marsikdo od vas tak status tudi zaslužil, ampak zastopiti moramo tudi v kakšni situaciji živimo. Ampak ne glede na to, pozitivni odzivi so tudi Svetovne atletske federacije, tudi Atletske Evropske zveze. Gorski teki so vse bližje in bližje in prav je, da je tako. Leto 2010 pa si bomo nedvomno v analih Atletske zveze Slovenije in gorskih tekov se bomo spominjali predvsem po tem, da je bilo v Kamniku organizirano odlično organizirano svetovno prvenstvo z Dušanom Papežem in njegovo družino na čelu in z vsemi ostalimi, ki ste kakorkoli pomagali pri tako odličnih prireditvi. Seveda tu ne smemo pozabiti tudi na bivšega župana Smolikarja in občino Kamnik. Sami superlativi, 40 držav prisotnih z 5 celin. Tudi naša ekipa je bila zelo blizu medalji, namreč ženska 5. mesto, ampak ne glede na to, dokaj ste urisali Slovenijo in slovenske gorske teke, slediti svetovnih, bom rekel, velesil na tem področju. Pripričan sem, da tudi leto 2011
da boste tudi v tem letu naredili korak naprej. Vidim, da se že s polno paro pripravljate na novo sezono. Lahko rečem, da tudi pri ostalih področjih znotraj Atletske zveze Slovenije tečejo stvari tako, kot smo si jih začrtali. Svetovno prvenstvo v gorskih tekih na Veliko planino je odmevalo tudi po Evropi. In da je bilo dobro organizirano, kar pa seveda za mene sploh ni vprašanje. Prirediti v taki občini, kot je Kamnik, s tako podporo regije in pa da ne govorim o družinah, kakor so Papež, Kosove, tako po organizacijskih kot tekmovalnih plati, se ni bati za naš gorski tek. Še enkrat, da ne bom predolg, vsem hvala lepa za vse, kar ste storili. Taka tekmovanja in taki rezultati v tekmovanju smislu v obeh primerih gre za ogromno volontersko delo in upam in sem prepričan, da bo to tako tudi naprej, zato vse skupaj, tako tekmovalcem, trenerjem, tako organizatorjem. Hvala lepa in Spregovoril pa je tudi predsednik izvršnega odbora Združenja za gorske teke Tomo Šarf. Mislim, da imamo še vedno kar nekaj rezerve, še vedno smo lahko boljši, še vedno lahko organiziramo druga tekmovanja mednarodna, še vedno smo lahko bolj uspešni na večjih tekmah. Tako, če se osredotočim na leto, ki nas čaka, v letu 2010, mislim, da ne bi preveč izgubljal besed, temu je namenjen drugi del našega srečanja, mogoče par besed o letu, ki prihaja, v letu 2011. Sklet koledarja, sklet kreditov bo približno zadnjim letom. Pokalno tekmovanje bo združeval 5 tekem, tekme so določene, med njimi bo seveda tudi tukaj vsem ljubi Grintovec. Potem imamo, poleg tega pa imamo drugo leto 2 novosti v koledarju. Letos smo gostili svetovno prvenstvo v gorskih tekih, to je bilo tukaj v Kamniku. Drugo leto pa nas čaka svetovno prvenstvo v gorskem maratonu, to je v Podbrdu, v Baški grapi. Za konec bi se rad zahvalil samo še vsem, ki so tako in drugače pomagali kreirati, sestavljati to, ki se reče sezona 2010. Tu so člani našega odbora, izvršnega odbora, ki je, moram reči, kar delovno telo, ki se srečuje redno enkrat mesečno in pač kujemo to, kar potem pride na oči tudi vam. Istočasno bi se zahvalil njihovim družinom, ki pač nekaj trpijo njihovo odsotnost preko tednov, preko vikendov, ko sodelujemo na prireditvah, ko iščemo proge, organizatorje in te stvari. Seveda pa ne morem pozabiti vseh ostalih sponzorjev in pa sodelavcev odbora, nekaterim mi se bomo zahvalili še danes. Hvala Atletske zveze Slovenije za res podporo, ki nam jo nudi. Nekateri se sprašujete, kje je ta podpora. Jaz moram reči, da jo vidim kar močno, mogoče v področjih, ki niso na očeh vsem javnosti, recimo konkretno na letošnjem svetovnem prvenstvu. Vemo, da Atletska zveza svojo ekipo, ki je malo v pisarni, ne more direktno sodelovati v sami organizaciji, nam je pa ostalo v strani ves čas, kot je pač mogla. Tudi finančno je pač nekako prispevalo nekaj zdravo, ne veliko, nekaj pa pač skladno za možnosti. Tako da bi prosil gospoda Petra Kukovica, predsednika Atletske zveze, da mu predam neko skromno priznanje za to podporo. No, potem vlada. Na koncu je sledila še okusna pogostitev. Koliko bojo pa tile palačinke premjera? 65. A je šmoren?